Čestitke po letošnji maturi. Država vztraja pri začrtani nadgradnji Gorenjske železnice. Številne naložbe v kvalitetno vodooskrbo. Na gradbiščih popoplavne obnove. Brez nejasnosti v sistem dolgotrajne oskrbe na domu. Pestro dogajanje na razgrabljenem počitniškem varstvu. Ob jubileju za vajo zagorelo v središču mesta. Lepo pozdravljeni. V tem tednu so dijaki zadnjih letnikov srednjih šol izvedeli rezultate mature in se jih večinoma razveselili, drugi pa bodo dobili novo priložnost na naslednjem roku. Med njimi pa zagotovo ne bo že sicer odlična učenka, violinistka in članica folklorne skupine Osori, Zala Ločniškar, ki je dosegla na maturi zavidljiv rezultat. S svojim znanjem in zrelostjo je že pred 5 leti prejela priznanje Rotary kluba Medvode. Letos pa je blestela tudi na maturi, saj je kot dijakinja Škofjeloške gimnazije osvojila naziv zlate maturantke. Je dijakinja, ki združuje učenje, umetnost in odgovornost. Zato smo jo seveda z veseljem povabili pred našo kamero. Zala, najprej čestitke. Kakšni so prvi občutki zdaj, ko je matura za tabo? Ja, hvala lepa. Občutki so tako, kar eno olajšanje se mi zdi, ko se na maturi pokažeš delo 4 let ali pa še v bistvu več celo osnovne šole in tako neko potrditev, da sem nekaj prav delala, da sem se trudila in da je tudi ta trud tudi poplačan. Ja. Kaj so bili tisti predmeti, ki so se ti zdeli mogoče najbolj pomembni za tvoj študij? Sigurno matematika, pa fizika, ker nadaljujem na pedagoški fakulteti dvopredmetni učitelj, smer matematika, fizika, pa potem tudi se mi zdi kemija, biologija, naravoslovni predmeti na splošno, fizika. Se pravi, to so stvari, ki se jih ne da naučiti, ki jih je treba razumeti, ki jih moraš kar stalno osvajati v šoli. Se pravi, tukaj je šlo bolj za konstantno učenje. Ja, pač lih meni je to všeč pri teh naravoslovnih predmetih, da kakšne stvari moraš znati, ampak potem pač povezuje stvari med sabo in lahko tudi kaj sam pogruntaš in to mi je predvsem všeč pri teh naravoslovnih predmetih. Ja. Ne glede na veliko učenja si tudi dejavna v drugih dejavnostih. Kaj vse ti je še zapolnjevalo čas? Ja, res je. Tekom gimnazije sem obiskovala 3 leta tudi gimnazijski pevski zbor, s katerim smo se udeleževali tudi številnih tekmovanj v Bratislavi, v Celju, tudi pač te državna tekmovanja, smo bili tudi uspešni, v Bratislavi smo tudi zmagali vse kategorije, oziroma smo zmagali pač najboljši zbor tekmovanja. Tako, ja. Potem sem obiskovala folkloro 2 leti v Osori, pa na gimnaziji smo imeli tudi številne izmenjave, sem šla na Dansko, v Grčijo, v Bratislavo. Sem imela napolnjen tudi prosti čas. Se pravi, tisti, ki se želi učiti pa spoznavati svet, ti ni bilo nič težko. Ja, res je. V gimnaziji sem imela tudi zelo veliko priložnosti, da se lahko preizkusiš tudi na tistih stvarih, ki te zanimajo, ali pa tudi kaj novega preizkusiš. Odkje pa ta nagnjenost pa ljubezen do poučevanja naprej, se pravi, kako misliš, da boš nadaljevala potem svojo življenjsko pot? Ja, že od nekdaj sem rada pomagala sošolcem, ki kakšne snovi niso razumeli, in sem tudi bila zadovoljna, ker sem videla, da so oni zadovoljni, ker snov razumejo, ne samo, da se jo naučijo. Pa tudi tekom gimnazije sem številnim sošolkam pomagala pri matematiki, fiziki, biologiji. In ja, to me nekako napolni in se vidim v prihodnosti v učiteljskem poklicu. Se pa že danes tudi ukvarjaš poleti z otroci, ne samo, da bi šla takoj na dopust. Ja, res je. Zdajle 2 tedna nazaj sem bila na Poljanskem oratoriju kot animatorka, 2. leto, potem zdaj pa 2 tedna pa delam v Škofji Loki v Društvu prijateljev mladine. Pazim na otroke kot animatorka in jih animiram, da imajo lepo poletje. Super, veliko uspeha na tvoji poti. Hvala lepa. Ministrstvo za naravne vire in prostor je po skoraj letu dni, konec junija, javno objavilo stališča državne projektne skupine do pripomb in predlogov, ki jih je zainteresirana javnost dala tekom javne razgrnitve na predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo gorenjske proge na odseku Ljubljana-Kranj oziroma Naklo.
Javna razgrnitev je namreč potekala od 10. junija do 30. avgusta lansko leto, vmes pa so bile 4 javne obravnave. Dokaj burna je bila tudi v kulturnem domu v Medvodah, kjer so se občanom Medvod pridružili tudi krajani sosednje ljubljanske občine. Oblikovali pa sta se tudi 2 civilni iniciativi. Če na hitro obnovimo, kako naj bi nadgradnja gorenjske železnice potekala v naši občini in tudi na širšem območju v neposrednji bližini. Dvotirna proga bo pred naseljem Medno zapustila obstoječo traso in se v neposrednji bližini naselja Stanežiče. Obstoječe postajališče v Mednu bo zato ukinjeno, vkopala v Medanski hrib in na plano prišla na medvoški strani v neposrednji bližini tako imenovanega Tometovega mostu na Seničici. Predor Medno meri 875 metrov. Prek viadukta čez potok Mavelščica se bo spustila na tako imenovano Preško polje, se nadaljevala po obstoječi trasi skozi Medvode, prečkala Soro preko Novega mostu, saj je obstoječi zaščiten, in potem, namesto da bi pot nadaljevala skozi krajevno skupnost Senica do Reteč, po obstoječo traso zapustila in se v pokritem vkopu pod Sniškim poljem v dolžini več kot kilometer na površje vrnila šele v neposrednji bližini Polenčeve kmetije in se prek nadvoza spustila do nove postaje Reteče na povsem novi lokaciji izven naselja. Stališča državne projektne skupine do pobud in predlogov, ki jih je zainteresirana javnost, tako pravne kot fizične osebe, podala na državni prostorski načrt nadgradnje gorenjske proge, so javno objavljena na spletni strani pristojnega ministrstva na več kot 450 straneh v večjih sklopih, začenši stališči do predlogov in pripomb, ki so jih podale občine in posamezne krajevne skupnosti. Sledijo pa stališča do pripomb in predlogov, ki se nanašajo na sam izbor variante. Na to slednje sta imeli svoje predloge in pripombe predvsem obe civilni iniciativi na tem našem koncu, ki sta se oblikovali v tem času. Civilna iniciativa Okolju prijazen tir, v kateri nasprotujejo predvsem načrtovanje gradnje tunela skozi Medanski hrib in nasprotujejo opuščanju železniške postaje v Mednem, in civilna iniciativa Občanom in okolju prijazna železnica, kjer sicer predlagajo, da se obstoječi tir na relaciji Ljubljana-Kranj ohrani na isti trasi in se nameni za potrebe primestnega potniškega prometa z izgradnjo dodatnih postaj in dvotirnih odsekov, kjer je to potrebno, medtem ko bi novo progo za tovorni in mednarodni potniški promet umestili v koridor obstoječe avtoceste, s čimer bi tudi dosegli pričakovane hitrosti. Iz objavljenih stališč pa gre razbrati, da država ostaja neomajna pri izbiri variante, kot je opredeljena v državnem prostorskem načrtu, saj še vedno zagovarja trditev, da je izgradnja tranzitne proge v avtocestnem koridorju nesprejemljiva, tako iz okoljskega kot tudi ekonomskega vidika, čemur v civilni iniciativi nasprotujejo, saj razpolagajo z nasprotnimi podatki. Okoljevarstveno soglasje je pozitivno samo za traso ob avtocesti. Da je ta skupina, ki pripravlja odsek Naklo-Ljubljana, nalašč speljala tranzit čez vse vasi, to pomeni približno 180 do 200 vlakov več na dan skozi te vasi, z velikimi hitrosti, velikim hrupom in tako naprej, zato, da se je izognila Brnku kot letališču. Osnovna trasa Ljubljana, Naklo in potem seveda naprej Jesenice je v koridorju avtoceste, ker je to najmanj škode za slovenski prostor, za slovensko zemljo. Tako da tisti, ki ljubi slovensko zemljo in se javno izraža, bi moral se spomniti, da laže. Kot drugo je pa to, da v vsem modernem svetu razvoj železnic jasno določa, da so tranzitne železnice narejene z hitrostjo do 200 km/h in da so primestni vlaki narejeni za 100 km/h. Takt primestnega vlaka in takt tranzitnega vlaka kompozicij je popolnoma drugačen. Za posmeh vsej tej zgodbi pa Mesec, direktor Slovenskih železnic, objavlja, da so skupaj s Čehi kupili lokomotive, ki imajo zmogljivost do 200 km/h. Torej, zakaj je predsednik neke uprave, ki je v glavnini v slovenski državni lasti, kupil lokomotive za 200 km/h, če pa projektantje, njegovi zvesti sodelavci, preko državnih aparatov, ki jih imamo,
projektirajo hitrost železnic na 160 km/h. Kdo je tukaj nor? Celotno izjavo za javnost obeh civilnih iniciativ si lahko preberete na spletni strani televizije Medvode, več komentarjev pa v prvi počitniški informativni oddaji. Občina Medvode je svoje pripombe in predloge na predlagan državni prostorski načrt nadgradnje Gorenjske železnice sooblikovala lansko leto tekom javne razgrnitve tudi v pogovorih z večino krajanov, ki jih nova trasa načrtovanega drugega tira najbolj tangira. Kot poročajo iz občinske uprave, je nekaj pripomb in predlogov naletelo na pozitivno stališče, do nekaterih pa se bo pripravljalec opredelil v nadaljnjem postopku. Čeprav vsega gradiva še niso natančno preučili oziroma še čakajo na dodatna pojasnila, pa so v občinski upravi že sedaj jasni, da od nekaterih pobud in pripomb na državni prostorski načrt za nadgradnjo Gorenjske železnice ne bodo odstopili. Prvenstveno občina ne namerava odstopiti od prestavitve vodnega vira na območju Svetja, ki leži tik ob na novo načrtovani trasi proge. Znotraj tega koridorja drugega tira je več stvari, od katerih mi strokovno in politično ne odstopamo. Od tega je velika večina, v tem paketu je tudi velika večina pripomb, ki so jih dali naši občani, ki živijo neposredno v progi. Tam smo na sestankih z ministrstvom, verjamem, da uspešno zagovarjali tudi njihove pripombe, torej strani naših občanov. Kar se pa občinske tiče, pa zagotovo glavna ta pripomba, ki jo imamo, oziroma pogoj, mimo katerega ne gremo, to je pa tudi spremenitev lokacije oziroma sprememba lokacije črpališča na Svetju. Tam gre nekaj metrov oziroma mogoče 10 metrov stran bi ta nova proga šla. Za nas je pač to nesprejemljivo in menimo, da je treba najti nov vir. In moram pohvaliti tukaj ministrstvo, predvsem MNVP, ki je temu prisluhnil, že naročil pri Geodetskem zavodu Slovenije podlage. Mi smo že imeli 3 oziroma 4 sestanke na to temo, oni so tudi že skartirali, našli tudi že na Senici 2 lokaciji. Trenutno preverjamo obe, preverjamo jih pa skupaj z upravljavcem, torej z Voko, predvsem v luči tega, da gre za isti vodonosnik, predvsem v luči tega, da bi čim bolj optimizirali priključevanje na primarno omrežje. Se pravi, treba je najti tako lokacijo, ki bo hkrati izdatna in bo hkrati možna priključitev na javni vodovod, ker tukaj pa res govorimo o glavni povezavi. Vodonosnik, ki je dovolj bogat ali kako kaže? Ja, vodonosnik je neizčrpljiv, vsaj za slovenske razmere, to gre za vodonosnik Sorškega polja. Hkrati smo zaprosili, poleg tega tudi še za neke dodatne usmeritve, ker zaznavamo in letošnji junij je že bil eden takih, da imamo teh težav z vodooskrbo oziroma z dobavo dovoljšne količine vode, se bo po mojem prihodnjih letih samo še povečevala. Zato tudi vse te investicije v vrtine, v pridobivanje drugih virov. In tukaj Geodetski zavod nam je že dal neke iztočnice tudi za levi breg Save, ki se mi zdijo odlične. Bomo predlagali občinskemu svetu, mogoče že v rebalansu, če ne pa v proračunu za prihodnje leto, da se tam tudi pripravijo testne vrtine. Če bi tam najdeli tako izdatnost, kot se planira, potem pa v resnici umaknemo tudi še en dodaten rizik, ker vemo pa, da Sorško polje pa je vedno potencialno problematično zaradi intenzivnega kmetovanja. Tiste, kar se nam na levi strani zdaj poraja, pa govorimo o izviru, ki bi bil znotraj gozdnega območja, to je pa neprimerno bolj varno. Tako da tukaj se zelo veliko dogaja, jaz moram reči, da sem vseh teh debat zmerom zelo vesel, ker so to tako strokovne, da zraven kot laik si samo tiho in z odprtimi usti spremljaš tiste strokovnjake, ki to v državi najboljše vladajo. Vse v luči tega, da dobimo res čim bolj neoporečno, predvsem pa za naslednja desetletja trajno rešitev. Največja investicija v pitno vodo v naši občini bo že sicer ravno v krajevni skupnosti Senica. Konec maja je župan Nejc Smole z direktorjem podjetja Vetri Zoranom Vučkovičem namreč podpisal pogodbo za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda na območju Spodnje in Zgornje Senice v vrednosti 3,1 milijona evrov, kar je na tem območju največja naložba doslej. Ukinjenih bo približno 180 greznic, na vodovodnem sistemu pa bo rekonstrukcija prispevala k zniževanju vodnih izgub na sistemu.
Občina je projekt krajanom predstavila že pred 4 leti in naletela na dober odziv in z velikim angažmajem takratnega sveta krajevne skupnosti pridobila vse potrebne služnostne pogodbe. Tudi občinski upravi je relativno hitro uspelo zaključiti vso dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje in celo uspešno kandidirati za evropska sredstva iz sklada za ohranjanje in odpornost, namenjeno gradnji fekalne kanalizacije pod 2000 populacijskih enot. Hkrati z milijonom evrov pa je občina dobila tudi jasen rok za izvedbo del. Uporabno dovoljenje za nove kanale je potrebno pridobiti do konca marca prihodnje leto. Medtem se je odvila tudi kalvarija z iskanjem izvajalca del. To je podjetje Vitri, ki je v vseh 3 javnih naročilih dal tudi najnižjo ponudbo. Dela pa so se že začela. Izvajalec je zdaj začel z deli, mislim, da v tem tednu začel z deli na ladji, tam, kjer je bil zaključek projekta lansko leto in delno še v letošnjem letu. Tam je bil podboj pod železniško progo narejen, zdaj tam gremo naprej pod Cerkvijo in potem čez na Markovo dvorišče in potem na Senico na glavno cesto. Moram se tukaj res zahvaliti za enkrat krajevni skupnosti pa krajanom Senice, ladje Zgornje in Spodnje Senice. Imeli smo za ta del do krajevne skupnosti tudi že sestanek. Zdaj, zakaj smo sklicovali, nekaj vprašanje je bilo, zakaj so sam nekateri vabila dobili. Preprosto zaradi tega, ker do konca jeseni bomo samo do tja prišli. In vprašanja, ki so bila, smo jih res omejili do doma krajevne skupnosti, potem gremo pa naprej, drugi segment in tretji segment bo pa potem čez most in del Zgornje Senice. Moram res se zahvaliti ljudem za enkrat toliko pripravljenosti. Pravzaprav se ta projekt trenutno lahko mogoče po tej pozitivni atmosferi kosa samo še studenčicami. Tudi tam, kjer pa smo že na 3/4 oziroma že precej čez, je bilo ogromno eno dobre volje in vam povem, da je neprimerno lažje tudi zagate, ki se na vsakem projektu pojavijo, potem reševati, če jih rešujemo z dobro voljo, kakor pa če je že slaba volja že od samega štarta. Tako da hvala njim, bo pa potrebno ogromno ene potrpežljivosti, ne smemo pozabiti marec oziroma april prihodnje leto bo treba imeti vse zadeve zaključene. Optimizem ostaja? Ja, optimizem ostaja. Jaz mislim, da realno, če ne bi prišlo do nečesa, kar bi nas totalno presenetilo, pa na Senici, ki je ravninska z podlago, ki je znana, se ne bi smelo zgoditi, bi moral projekt pride do konca. Seveda bomo na koncu vsi živčni, a bomo ujeli ta prave roke, predvsem zaradi sofinanciranja strani EU-ja, ampak projekt kot tak pa ne bi smel biti več ogrožen. Podjetje Vetri za občino Medvode ni neznanec. Med drugim je bil že podizvajalec v projektu Čisto zate, v katerega je bil že sicer vključen tudi zgornji del naselja Ladja, kjer lastniki svoje objekte že lahko priključijo na fekalno kanalizacijo. In lansko leto je prav to podjetje nadaljevalo z opremljanjem spodnjega dela naselja Ladja, kjer je bila zgrajena kanalizacija, obnovljen vodovod in izveden podboj pod železniško progo, s čimer je bila dana tudi možnost, da se bodo odpadne vode iz območja Spodnje in Zgornje Senice odvajale prek Ladje pod reko Soro v Medvode in po Celovški cesti do centralne čistilne naprave v Ljubljani. Kot rečeno pa podjetje Vetri pospešeno zaključuje tudi projekt obnove vodovoda v Studenčicah. V enem delu je na cesto že položen grobi asfalt. Praktično je to projekt, ki bi se ga želel, da bi se še kje drugje uspel izpeljati. Ker se je izkazalo, da če so ljudje da če mi na občini za projekte pa za denar poskrbimo, če je izvajalec soliden in tudi upravljavski nadzor, v tem primeru Voke, potem tudi ko pridejo težave, in tudi v Studenčicah so bile težave, se je prišlo do ponora, pa je bilo precej dežja, ko se je delal vodohram, pa je bilo potem sama trasa, vprašanje, kje je tam, kjer presečemo cesto, pa gremo po precej strmem terenu, ampak za vse se je najdla rešitev, ogromno sodelovanja ljudi, ogromno ene dobre volje, pa mislim, da bomo ta projekt res še pred rokom uspeli v finančnih okvirih pripeljati do konca. Gre za obnovo vodovoda oziroma izgradnjo cevovoda v skupni dolžini 1709 metrov in gradnjo novega 100-kubičnega vodohrana v Studenčicah. Pogodbena vrednost del znaša skoraj 1,4 milijona evrov, projekt pa bo delno sofinansiran strani Evropske unije. Kljub izjavam o tem, kako izdatna je nova vrtina Vrh Studenčic, ko je vaški vodovodni sistem leta 2014 prevzela občina Medvode in dala v upravljanje Komunali Kranj, se je z leti namreč izkazalo, da temu ni oziroma ni več tako, kar se je še najbolj občutilo ob veliki suši v prvi polovici leta 2022.
Tudi po čiščenju, reaktivaciji in dezinfekciji vrtine oziroma vodnjaka, kar je opravil že novi upravljalec, javno podjetje Voka Snaga, se izdatnost namreč ni povišala. Rešitev se je ponovno našla v vrtini pri Knausovi smreki, kjer naj bi bilo vode dovolj ne le za studenčice, ampak tudi za žlebe, celo seničico. Pred kratkim je bil iz občinske uprave posredovan dopis, v katerem pristojni ugotavljajo, da se v Medvodah vendarle pije kvalitetna voda. Mesto Medvode se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnega sistema Medvode, ki je največji v naši občini in iz katerega se oskrbujejo naselja Dol, Goričane, Ladja, Medvode, Rakovnik, Vaše, Vrje, Vikrče, Sora, del naselja Smlednik, torej Brezovec, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnja in Zgornja Senica in Zbilje. Vir pitne vode za vodovodni sistem Medvode so vodnjaki zgrajeni v peščeno-prodnih tleh, kot sta vodnjaka na Svetju, in razpoklinskih vodonosnikih, kot sta vodnjaka v Preski in vodnjaku za Vrhu. Upravljavec vodovodnega sistema Medvode je javno podjetje Voka Snaga. Pri rednem vzorčanju pitne vode je upravljalec, torej javno podjetje Voka Snaga, letos dvakrat, prvič februarja in drugič aprila, zaznal minimalno prisotnost koliformnih bakterij na vodnjaku vrtina Preska 3. V obeh primerih je nemudoma uvedel preventivno kloriranje oziroma dodajanje natrijevega hipoklorida, kar pa povzroča tudi vonj, ki ga uporabniki doslej niso zaznavali. Upravljalec vodovoda poudarja, da so količine dodanega natrijevega hipoklorita nižje od predpisanih najvišjih vrednosti, da pa je zavezan k ukrepanju, četudi bi obstajal zgolj sum na neskladnost. Pitna voda v vodovodnem sistemu Medvode se torej od sredine aprila klorira neprekinjeno, saj pojava koliformnih bakterij v najbolj vodnati vrtini Preska 3 ni možno napovedati vnaprej. Zato je izgradnja nove vrtine Preska 4 predvsem odziv na problematiko vrtine Preska 3. Pa ne problematična zdaj toliko zaradi neke strašne neustreznosti, tisto, kar je bilo najdanje noter, minimalna količina koliformnih bakterij, ne govorimo o ešeriji in podobno, pa vseeno, ker je pač ta vrtina Preska 3 narejena brez akumulacije, to pomeni, da se črpa direktno, je pravzaprav ne moremo ustaviti, ker v primeru, da jo ustavimo in del Preske ostane v kompletu brez vode. Zato je bila nujna varianta, da gremo v iskanje dodatnega vira, to je mislim, da 10-15 metrov stran, pa mogoče 20 metrov stran se bo zdaj gradila vrtina Preska 4. Ta bo pa pravzaprav služila temu, da ko bo šla v omrežje, bomo lahko ustavili Presko 3, jo očistili, ker ta Preska 3 praktično, po mojem, da je na 20 let, ker je bila zgrajena, ni bila nikoli ustavljena, nikoli očiščena in je čisto logično, da je verjetno prišlo do kakšnega, se pravi, do kakšnih nečistoč noter. Pri ostalih se to da relativno enostavno ustaviti, očistiti in potem nadaljevati. No, zdaj s to Presko 4 bomo to lahko, predvsem bomo pa tudi Presko 3 razbremenili. Torej, ne bomo več črpali na Preski 3 tako intenzivno, ampak bosta obe dve približno polovico zagotavljale. Govorimo o to vrtinah, ki so tam na globini okrog 150 do 180 metrov in zagotavljajo dejansko zelo kakovostno vodo. Zavrača pa morebitne špekulacije o posledicah klorirane vode. Vzorec klora, ki je najden potem pri uporabnikih, je 3-krat nižji od dovoljene količine. To pomeni, da res izvajalec vnaša minimalne količine. Je pa res, da klor se izkustveno da in tudi potem, ker nam občani javljajo, da zaznati predvsem v Preski, mogoče še v Vašah. Zelo težko pa verjamem, da ga nekdo v Pirančah zaznane, ker je to toliko minimalna količina, da je nemogoče, da bi tam to zaznal. Iščemo tudi še drugo rešitev, torej da bi na Preski 3 potencialno bi lahko klor nadomestili tudi še z presvetljevanjem. Dobili smo že predračune, tam govorimo okrog 60-70 tisoč evrih za to, da se vgradi UV, s tem bi, ker gre za mikrobiološko neustreznost na viru, lahko to ustreznost takoj zagotovili brez dodajanja klora, tako da tudi to zdaj z izvajalcem vse preigravamo. Porabniki pitne vode so o vseh ukrepih obveščeni preko obvestil na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga ali z obvestili, če so naročeni na obveščanje z e-pošto in SMS-ji, pa tudi preko naše televizije. Upravljalec vodovoda upravlja in objavlja analize pitne vode na javnih vodovodih, prav tako na svoji spletni strani. Več informacij o kloriranju pitne vode pa lahko najdemo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Tudi v naslednjih dveh prispevkih ostaja naš sogovornik župan Nejc Smole, tokrat kot komentator popoplavne obnove. Sredi novembra lansko leto se je začela obnova dveh občinskih stavb, ki sta bili močno poškodovani v uničujočih poplavah leta 2023. V nujni rekonstrukciji bo obnovljen sedež občine Medvode na naslovu Cesta komandanta Staneta 12, kjer ima sedež tudi naša televizija. In na novo zgrajen objekt na naslovu Cesta komandanta Staneta 14, kjer je bil sedež režijskega obrata in prostori nevladnih organizacij. Izmed vseh v poplavah poškodovanih objektov je to eden finančno zahtevnejših, saj pogodbena vrednost vseh del znaša preko 2,4 milijona evrov. Je pa tudi prvi projekt, za katerega je jasno, da dobrim nameram, kako naj bi se popoplavna obnova financirala, ne sledi tudi realizacija. Občinska stavba na naslovu Cesta komandanta Staneta 12 je stara skoraj 100 let. Gradnja je namreč potekala vse od leta 1930, z večjo prezidavo leta 1960 in nadzidavo leta 1996, ko je v njej svoje prostore spet dobila novoustanovljena občina Medvode, v mansardi pa naša televizija. V času poplav je voda segala do višine 70 cm nad nivojem pritličja oziroma 120 cm nad nivojem terena. Objekt je bil energetsko in potresno neskladen z današnjimi standardi, prav tako ni zagotavljal univerzalne dostopnosti invalidom. Zato se je ob obnovi zgradilo tudi dvigalo. Podobno velja tudi za sosednjo stavbo, lahko bi rekli tudi polovička na naslovu Ceste komandanta Staneta 14, ki pa je še starejša, saj je bila zgrajena leta 1920 z manjšimi posegi v kasnejših obdobjih. Po opravljeni nujni rekonstrukciji oziroma gradnji in energetski sanaciji obeh objektov bomo dobili objekt povezan s hodnikom za lažje funkcioniranje obeh stavb. Skupaj obnova obsega 490 m2 površin, kot rečeno pa se podoba obeh objektov ne sme spreminjati kaj dosti, pa tudi na več prostora ne gre računati zaradi vgradnje dvigala, prej nasprotno. Rekonstrukcija oziroma gradnja se je začela sredi novembra lansko leto in kot pravi župan Nejc Smole, nad samo hitrostjo del ni sicer zelo navdušen, da pa se je tempo popravil. Če govorimo za to hišo za nami, jaz računam, da bo tam nekje 15. oktober bi morala biti zadeva zaključena, enostavno zaradi tega, ker se je pač pokazalo ne v tej hiši, ki je rekonstruirana, torej Cesti komandanta Staneta 14, ampak na 12, ki torej na naši obstoječi hiši še toliko enih zadev dodatno, ki jih pač ni bilo moč predvideti prej, da se je rok nekoliko podaljšal, tako da jaz računam tam 15. oktober bo pa moral biti tak datum, da zadevo zaključimo. Bo pa potem tudi po 15. oktobru še kar nekaj dela znotraj hiše, kajti ne na tem delu, ki je bil prizadet, ampak zgoraj se menjavajo tudi elektroinštalacije in pa prezračevalni sistem, to je pač, ko se dela za celo hišo. Zavrača tudi možnost, ali kot pravi sam, urbano legendo, da se krajevni urad ne bi vrnil nazaj v Medvode. Upravna enota Ljubljana, ki bo tukaj izvajala storitve, je tudi prišla na ogled prostorov, tudi zahtevala oziroma prosila za neke popravke, so bili narejeni, tako da jaz računam, da takoj, ko bo delovno mesto zagotovljeno oziroma ko dobimo uporabno dovoljenje, morajo, recimo, da verjetno ne bojo 15. oktobra, ampak za 1. novembra si pa predstavljam, da mora biti krajevni urad nazaj in ne vidim prav nobenega razloga na tem svetu, zakaj ne, kajti treba vedeti, da naš krajevni urad res naredi ogromno dela. Krajevni urad upravne enote Ljubljana ali Škofja Loka, to je bilo nekaj časa dilema. Krajevni urad ostaja del upravne enote Ljubljana, tukaj z ministrstvom nismo bili uslišani oziroma naš predlog ni bil sprejet, pa vseeno moram reči, da sem pa hvaležen ministru in ekipi, da nas je pa vsaj delno uslišala, verjetno, če smo iskreni v tistem delu, ki nas je tudi najbolj žulil. To je pridobivanje gradbenih dovoljenj, namreč minister je odredil, da se paketno prenašajo izdajanje gradbenih dovoljenj sedaj iz Ljubljane v Škofjo Loko. In torej upravna enota Škofja Loka bo tista, ki bo vodila postopek izdaje gradbenega dovoljenja in ga tudi izdala. Res pa je, da se bojo gradbena dovoljenja projektanti in vsi bojo pa še vedno vlagali v Ljubljani. Za nas je pomembno predvsem to, da bo ta po pričakovanjih in informacijah, ki jih imamo in tudi prvih sestankih z upravno enoto Škofja Loka, bo to dejanje močno pohitrilo izdajanje gradbenih dovoljenj, kajti povprečen čas reševanja je v Škofji Loki mnogo krajši kot v Ljubljani.
Ve se tudi, kakšna podoba se obeta novemu občinskemu mostu čez reko Soro v samem središču mesta, ki je vse od katastrofalnih poplav leta 2023 namenjen le pešcem in kolesarjem. Ob obravnavi nove prometne strategije v začetku letošnjega leta so posamezni občinski svetniki apelirali, da mora most čim prej služiti svojemu prvotnemu namenu, vsaj enosmernemu prometu. Cestišče naj bi bilo široko kar 5,5 metrov, pločnik pa na eni strani 3,6 metra, na drugi pa 2,2 metra. Skupaj torej kar 11,3 metre. Pri projektiranju je bilo namreč potrebno upoštevati številne danosti, lastniške in tehnične. Na most so namreč vezani številni komunalni vodi. Skratka, projektiran je most, ki bo bržkone enosmeren, omogočal pa bo tudi dvosmerni promet, kar je še posebej pomembno ob dejstvu, da država namerava v prihodnosti revitalizirati, torej obnoviti tudi državni most čez Soro na glavni prometnici skozi Medvode. Tukaj smo dobili v prejšnjem tednu pozitivno recenzijo državne tehnične pisarne, ker pomeni, da imamo vse zelene luči. Zdaj na to nismo čakali, ampak smo šli že kar v razpis, se pravi za izbiro izvajalca. Dobili smo 3 ponudbe, najnižja je, mislim, da okrog $500,000 nižja od ocenjene vrednosti, kar nas veseli. Upam, da je tudi popolna, torej da bo lahko izbran najnižji izvajalec, govorimo o slabih €3 milijonih. Bo pa to zelo kompleksen projekt, to sem že večkrat povedal. Tukaj namreč treba najprej zgraditi provizorij, ampak ne provizorij za pešce, kolesarje in avtomobile, ampak provizorij za fekalno kanalizacijo in ostale komunalne vode. Provizorij pomeni nadomestno premostitev, ni to most, ampak sam premostitev, šele potem se gre lahko v rušitev tega objekta. Z rušitvijo tega objekta se gradi nov most, ki ni več, se pravi, s podporniki. Zdaj imamo 2 podpornika v vodi, nov bo nekoliko napet, torej ločen most, brez podpornikov v vodi, mnogo širši, obojestranski promet, kolesarska steza in pa pločnik oziroma hodnik za pešce na obeh straneh. Ker pa se zdaj sam način gradnje oziroma sama struktura mostu spreminja, je bilo pa treba poseči tudi v ta okrogu del, ki pa noter črpališče za vso fekalno kanalizacijo v Medvodah in ga je bilo treba preprojektirati. Tako da že iz tega mojega govora, kdor se majčkeno spozna, ve, zakaj toliko časa trajalo in zakaj je bil ta projekt tako kompleksen, potem pa pač zbiranje vseh dovoljenj. In kot sem rekel, da dobimo soglasje DTP šele prejšnji teden, je jasno, zakaj bosta 2 leti mimo. Najmanj leto dni pa bo tudi potekala gradnja novega mostu, ki naj bi se torej začela po dopustih, če bo seveda z izborom izvajalca šlo vse po sreči. Rekli ste provizorij za vse te komunalne vode. Kaj pa provizorij za nas, pešce pa kolesarje? To bomo mogli rešiti na državnem mostu, se pravi, ves promet za pešce in kolesarje bo mogel ta čas potekati po državnem mostu. Tukaj se treba z državo tudi zmeniti, kako točno bomo naredili. To je predmet sestankov potem tudi samim izvajalcem, da se določi obvoz, oziroma v tem primeru bo bolj obhod, ker obvoza tukaj kaj dosti ni, ker je za motorni promet tako zaprto. Tako da tudi z te strani bomo videli, kako zelo so pomembni mostovi v resnici. In kaj se dogaja na Brvi v Vikrčah, ki naj bi po več kot 2 letih ponovno povezala oba bregova Save, Medvoškega in Ljubljanskega. Pogodba v vrednosti 1,4 milijona evrov je že konec lanskega leta s podjetjem Vetri podpisala tako občina Medvode kot tudi mestna občina Ljubljana, saj v vsaki od občin leži polovica Brvi in bo zato vsaka občina krila približno polovico vrednosti. In na kateri polovici se zatika? Na Ljubljanski. Že nekaj časa pa dela stojijo zato, ker se ne morejo nadaljevati na ljubljanski strani. Po zagotovilih prejšnjega tedna strani mestne občine Ljubljana je bilo zemljišče, ki ga potrebujejo, odkupljeno. Torej tam čakamo samo še, da se sprovede ta nakup do konca. Potem bojo tam začeli in potem ni več razloga, da bi gradnja zamujala. Že tako zamuja veliko dlje, kot smo predvidevali, ampak kot rečeno, z naše strani, na medvoški strani so izvedena vsa dela, ki so lahko bila. Ne moreš pa delati Brvi, če ni podpornih pilonov na obeh stranih. Skoraj leto dni je od takrat, ko smo poročali tudi o načrtovani gradnji premostitvenih objektov, mostov in mostičkov v dolini Ločnice. Takoj po poplavah je namreč občina sanirala vse zajede in usade, ki so poškodovali glavno cesto skozi dolino in omogočila normalen dvosmerni promet.
Hkrati pa naročila pregled vseh premostitvenih objektov na trasi. Ta pa je pokazal, da je zaradi spodjedenih temeljev in dotrajanosti betonske konstrukcije potrebno nekaj mostov in mostičkov porušiti in zgraditi nove. Izbrani izvajalec, sicer tudi naš koncesionar na cestah, podjetje HNG, Hidrotehnika nizke in komunalne gradnje, je sredi poletja lansko leto uredil obvoze in začel z deli, potem pa se je zapletlo s pristojnimi na direkciji za vode na tem območju. Dela pa so se nadaljevala šele pred kratkim. Ločnica z vsemi gradnjami na mostovih in pa spremljevalni infrastrukturi bi bila verjetno že zaključena, če bi pač malo več reda bilo. Tukaj moram reči, kar pri nas v državi v popoplavni sanaciji. Zakaj to rečem? Zato, ker nismo imeli pozitivno mnenje državne tehnične pisarne. S temi ukrepi, potem že ko so se začeli izvajati, ni strinjala direkcija za vode. Potrebovali smo mnogi od njih doprojektirati, preprojektirati nekaj. Predvsem je bilo zaželeno oziroma pogojevano, da se naredi precej več vodno-gospodarstvenih ureditev, za katere pa zdaj ne vemo čisto točno, kako jih bomo izvedli, ker se pa ribiči s tem ne strinjajo. Potem je bilo treba narediti poplavne študije, praktično za vsak most, izkazati, da so kote, ki so projektirane, pravilne, in pa potrebno je bilo narediti elaborate podnebnih sprememb. Kaj to je, pa si verjamem, da ljudje predstavljajo glih to kot jasno. Za moje pojme nekaj, ker nobeden ne ve, kva točno dela, ker podnebje nam vsak mesec pokaže drugače, kot pokažejo te verjetno elaborati, ampak to je bil pač en papir, ki ga je bilo treba zložiti skupaj. Zdaj so tam več ali manj vse zelene luči, 2 mostova sta že zaključena oziroma v zaključni fazi. Na koncu jih ne bo 5, ampak jih bo 7, plus odsek ceste oziroma mostič proti Govejku, tako da moram reči, ko bo zaključeno, bom vesel. Bom zelo vesel, bom znal to tudi ceniti, jaz to tudi povem, da to ni majhno delo skupaj z investicijami na vodotokih, bomo tukaj krepko presegali, po mojem, na koncu 2 milijona evrov. Toliko ni bilo v zgodovini nikoli vloženo v dolino Ločnice, tako da vsa ta slaba volja ali pa tudi te zadržki, ki jih imamo, verjamem, da je na koncu poplačani s tem, da bojo dejansko infrastruktura narejena na novo, mnogo bolj odporna, pa ne zaradi tistih elaboratov, ampak zaradi tega, ker je projektirana veliko bolje, kot je bila pač tista, ki je bila 60-70, nekatera tudi že več let nazaj. Ne le občina Medvode, ampak vse manjše občine, ki se soočajo s popoplavno sanacijo, pa se soočajo tudi s finančnimi težavami. Država se je namreč namenila, da vsa neporabljena predplačila za sanacije pobere nazaj. Porabljene pa niso bile prav zaradi države same, zaradi dolgega potrjevanja projektov na državno-tehnični pisarni. V konkretnem primeru gre za skoraj 2 milijona evrov. Po novem naj bi se vsa sredstva za popoplavno sanacijo namreč pridobila iz državnega proračuna direktno preko pogodbe. Ker je vse lepo in prav in moram reči, da je tukaj država bila zelo široka pri tem, da je sprejemala te projekte praktično v celoti, to je res. Bilo tudi precej dobre volje strani ministrstev. Problem pa imamo zdaj pri, tako kot ponovadi, da nekaj so dobri nameni, nekaj pa realizacija. In pri realizaciji imamo pa to težavo, da mi trenutno nimamo niti za en projekt nobene pogodbe. In če pogledamo recimo samo stavbo na cesti Komandanta Staneta 12 in 14, torej občinsko stavbo in sosedno, pogodba je težka 2,4 milijona evrov, mi pa za njo niti še pogodbe nimamo, pogodbe z državo. Po drugi strani pa mesečno prihajajo zdaj, ko gre v finalno fazo situacije, tudi po 300-400 tisoč evrov. Torej samo na primeru tega projekta vidimo, da imamo kot občina Medvode lahko resne težave. Zdaj pa če računamo, da so in bojo odprti še projekti Brvi v Vikrčah, ki se bo intenzivirala, tega mosta tukaj za nama pri 4 Mačkah, ki je sam po sebi, tako kot je bilo rečeno, vreden že preko 3 milijone evrov, da govorimo še o mostovih in projektih na Ločnici in še nekaj drugih, se je treba zavedati, da tukaj, če ne bo dinamika izplačil, sklepanja pogodb in izplačil iz državnega proračuna potekala vsaj približno skladno s tem, kakor bojo prihajale situacije v hišo, bo imela težave, ne bo imela samo občina Medvode. Mi moram reči, da imamo še nekaj manevrskega prostora iz drugih projektov, kjer sredstva do konca decembra lahko koristimo in je važno samo, da imamo konec leta izravnano oziroma jasno bilanco. Mnoge druge manjše občine bojo imeli neprimerno večje težave. Rebalans občinskega proračuna se obeta v mesecu oktobru.
Občinski svet je na svoji zadnji junijski seji sprejel odločitev, da bo storitve dolgotrajne oskrbe na domu za potrebe občine Medvode izvajal javni zavod Sotočje Medvode. Slednji že sicer po mnenju uporabnikov odlično opravlja tudi storitev pomoč družini na domu, ki do nadaljnega poteka nespremenjeno. Dolgotrajna oskrba predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Več podrobnosti sicer v prvi popočitniški oddaji, tokrat pa le zagotovilo, da trenutno v naši občini ni nejasnosti glede tega, kdo in kako bo te storitve opravljal. Tako storitve dolgotrajne oskrbe na domu kot storitev pomoč družini na domu bo opravljal javni zavod Sotočje Medvode. Bistvena razlika med tema dvema storitvama je ta, da bo storitev dolgotrajne oskrbe na domu krila država iz sredstev, ki jih prispevamo mi od 1. julija dalje. Upravičenost do storitev, v tem primeru gre tudi za osnovno zdravstveno nego, pa ugotavljajo na Centru za socialno delo. Medtem pa, ko ceno storitve pomoč družini na domu, do katere so upravičeni predvsem vsi starejši od 65 let, v veliki meri krije občinski proračun in uporabniki sami. V Medvodah v resnici ni nič nejasnega. V Medvodah je občinski svet sprejel do registracijo javnega zavoda Sotočje, ki s 1.7. pričenja z izvajanjem tudi te, torej dolgotrajne pomoči, dolgotrajne oskrbe na domu. Javni zavod je bil potem torej doregistriran, zadeve so bile na sodišču oziroma na pristojnih organih urejene, trenutno pa čakamo samo še, da dobijo odobritev strani Ministrstva za solidarno prihodnost. Njihova vloga je, mislim, da če sem pravilno bral, skupaj še 56 drugimi že tam. Ko bodo oni dobili tam zeleno luč, z nami podpišejo pogodbo. Dejstvo pa je, da v Medvodah nihče, ki bo upravičen do dolgotrajne oskrbe, ne bo ostal brez nje zaradi postopkov, ki bi se vlekali, oziroma zaradi tega, ker bi občina ne naredila svojega dela. Mi imamo srečo, da imamo javni zavod Sotočje, da imamo tukaj ta del, ki se ukvarja s socialo, zdaj s pomočjo na domu, pa še z dolgotrajno oskrbo, sodelavke in tudi verjamem, da še nove sodelavke, pa sodelavce, ki bojo prišli, tako da ta del pri nas so občani lahko mirni. Mislim, da bomo imeli mi, oziroma imamo že vse porihtano precej bolj, kot pa je mogoče generalno v državi, in pri nas bojo papirji urejeni prej, preden bo izdana prva odločba CSD-ja zagotovo. Postopek za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe se začne na podlagi vloge, ki jo na vstopno točko vloži zavarovanec, njegov pooblaščenec ali skrbnik. Vstopna točka za območje občine Medvode je CSD Ljubljana, služba za dolgotrajno oskrbo na Dunajski cesti 5, kjer jih lahko obiščete v času uradnih ur, lahko jih pokličete po telefonu ali jim pišete prek elektronske pošte. Svetovalec za dolgotrajno oskrbo se bo dogovoril za obisk na domu, kjer bo pridobil vse potrebne informacije za pripravo ocene upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Naj vas spomnimo, da lahko tudi letos izkoristite subvencije občine Medvode za sterilizacijo in kastracijo mačk in psov, in to v 3 veterinarskih postajah, ena je v Ljubljani in 2 v sosednji Škofji Loki. Glavni cilj akcije, s katero smo v občini Medvode na pobudo društva Rex in Mila začeli leta 2016, je zmanjšati število mačjih in pasjih mladičev, saj zanje primanjkuje varnih domov. Zapuščenih živali je še vedno preveč, zato je edina rešitev zmanjšanje števila novih legel. Zapuščene mačke in psi so prepuščeni cesti, velikim nevarnostim, lakoti, bolezni, boju za hrano in teritorij. Mnoge skirane in zanemarjene živali tudi zbolijo in prenašajo bolezni na druge mačke in pse. Nekatere imajo srečo, da jih ljudje namestijo v zavetišče za zapuščene domače živali, kjer sicer dobijo novo priložnost, vendar varnih domov zanje skoraj da ni več. Z zmanjševanjem števila zapuščenih živali dolgoročno zmanjšujemo tudi število namestitev v zavetiščih in posledično stroške zanje. Oskrbo živali v zavetiščih namreč financirajo občine, zavetišča sama in država. In še to so zapisali na občinski spletni strani, da se moramo zavedati, da rodovniških psov in mačk brez pravih dokumentov ni in da so le ljudje, ki na ta način služijo.
Akcija sterilizacije in kastracije mačk in psov letos poteka v 3 veterinarskih ambulantah. Ena je v Ljubljani, to je veterinarska postaja Ljubljana na cesti v Mestni Log, in 2 v sosednji občini Škofja Loka. Prva nam najbližje, Et Vetera, je v Retečah, druga Veterina Trata pa na Trati pred Škofjo Loko. Akcija velja le za lastnike mačk in psov s stalnim prebivališčem na območju občine Medvode z omejitvijo 2 mačk na gospodinjstvo. Občina Medvode subvencionira posege skozi celo leto oziroma do porabe letne kvote rezerviranih sredstev. Za sterilizacijo mačke prispeva 35 evrov, za kastracijo mačka pa 25 evrov, kar predstavlja približno 50% vrednosti. Za sterilizacijo oziroma kastracijo psa pa prispeva 30 evrov. V društvu Rex in Mila opozarjajo, naj samic ne vozimo na sterilizacijo v času kotitev in mladičev, saj morajo slednji ostati samico skupaj najmanj 3 mesece, kar je minimalni čas, ki ga predpisuje zakon o zaščiti živali. Na posege pa skozi celo leto lahko pripeljamo samce. V društvu Rex in Mila dodajajo še, da so statistike neusmiljene. Mačke brez doma naj bi v povprečju živele do 2 leti. Mačji mladiči, za katere ni varno poskrbljeno, pa le v 20% preživijo prvih 6 mesecev. Naravna življenjska doba mačk je sicer do 20 let in več. Kaj še dodati? Z nekaj dobre volje, sočutja in razumevanja lahko skupaj preprečimo mnogo nepotrebnega in mučnega trpljenja čutečih biti živali, ki ne sodi v današnji čas. Tudi letošnje poletje v Medvodah ne mine brez počitniškega varstva, za katerega skrbi javni zavod Sotočje. Otroci svoje dneve preživljajo ustvarjalno in aktivno na delavnicah, športnih igrah in ob spoznavanju različnih poklicev. Letos so razpisali 5 tedenskih terminov, ki so se hitro zapolnili. Na vsakem terminu je 60 otrok, 30 v klubu Jedro, 30 pa pri taborniški hiški v Preski. Danes, v 3. terminu, smo jih obiskali v klubu Jedro, kjer so jim dan popestrili policisti in otroke veliko novega naučili. Počitniško varstvo poteka v organizaciji javnega zavoda Sotočje Medvode. Izvaja se v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic. V poletnih počitnicah razpišejo 5 terminov na 2 enotah. 30 otrok v klubu Jedro in 30 pri taborniški hiški v Preski. Na varstvo sprejmejo otroke s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Medvode, stare od 6 do 10 let. Kaj pa je poleg ustvarjanja, druženja in športa še glavno? Na splošno se trudimo otrokom prikazati, kaj vse se v lokalnem okolju dogaja, se pravi od društvenih dejavnosti do poklicev. Zmer se odločimo nekako za te poklice, ki ljudem pomagajo. Se pravi, da tudi otroci vejo, da so policisti vedno na voljo občanom. V drugi enoti imamo danes Zvezo častnikov, se pravi Vojske Republike Slovenije, se pravi tudi, da spoznajo malo vojaški poklic, glede na to, da imajo kadrovski manjko. Drugače pa program je raznovrsten, vsak dan je čisto nekaj drugega. Otroci se imajo po mojem zelo dobro, tako da to je to. Koliko prijavljenih, vsi razpisani termini? Ja, v bistvu vsi termini so bili zasedeni. Letos smo v bistvu prvič uvedli digitalne prijave, kar se je izkazalo za v redu idejo. Imamo se pravi vse skupaj 60 otrok vsak termin, 30 tukaj, 30 v Preski. Na koncu avgustovskega termina se dogajate samo v klubu Jedro in sicer tam je pa 40 udeležencev. No? Tudi zdaj smo prvič uvedli, da lahko posameznega otroka, se pravi samo na 2 termina se lahko prijavi, kar se je pa sploh izkazalo za v redu odločitev, zato ker je prišlo na varstvo lahko več različnih otrok. No. Za program varstva, ki temelji na ustvarjalnih delavnicah, spoznavanju različnih poklicev in športnih aktivnostih, skrbi izkušena in nasmejana mlada ekipa kluba Jedro. Kot pravi Tomšič, pri iskanju animatorjev nimajo težav. Ja, imamo jih dovolj. So problemi, ampak do zdaj smo se še zmeraj znajdli. Predvsem želimo imeti zanesljivo ekipo, a ne? Se pravi, da tako, ko se zmeniš, tako pol tudi velja. Pa želim si, da bi mogoče bila malo bolj stabilna ekipa, se pravi, da bi bila teh študenti kar čez vse termine enaki. No. Zato, ker to se je izkazalo prejšnja leta kot dobra praksa. Letos je bilo malo težje to sestaviti, ampak smo vseeno, imamo močno ekipo. No. Tako da zaenkrat sem zadovoljen.
Cena za posamezni termin znaša 50 evrov, možnost spanja v sklopu taborjenja pa se doplača v vrednosti 20 evrov. Za prehrano pa poskrbi vrtec Medvode. Varstvo pri nas poteka od 7 ure zjutraj pa do 4 popoldne. Zjutraj otroke pripeljejo na varstvo, na začetku se itak vsi zberemo, malo se igramo, imamo v jedru super ročen nogomet, ping-pong, rišemo, potem igramo namizne igre, potem imamo pa zajtrk ob 8, tako da malo da otroci pijejo, da dobijo energijo, potem pa ponavadi gremo še malo ven, če je vreme primerno, tako da se malo, bom tako rekel, zmatrajo otroci, potem imamo pa neko aktivnost, vsak dan imamo neko aktivnost, recimo letos smo dali velik poudarek na to, da pokažemo vse poklice, kot so policija, gasilci, vojska. Kaj pa pravijo otroci? Kdo je danes sem prišel? Prišli so policisti. Kaj so vas kaj novega naučili? Da imajo zelo močne pse. So pač taki, da se jih te nepridipravi tudi ustrašijo, pa da so močni in jih lahko ustavijo. In kaj delajo vse kužki? Kako pomagajo policistom? Iščejo sledi ali pa mamila in take stvari. Pa iščejo tudi ljudi, ki naprimer vlomijo v avto in vzamejo kaj iz njega in stečejo stran, naprimer po travniku. Jaz sem izvedela, da pri motorjih imajo zaščitne opreme pa težke obleke. Ste probali dati gor, kaj imajo oni oblečen? Pa pa na motorju lahko sedita dva, v Sloveniji dva ali pa eden. Imajo veliko predalov in prostora, pa ta čelada za motor je zelo težka pa obleke. Kaj pa dajo vse v predale? V predale dajo potrebne stvari, naprimer kakšen mogoče priboljšek za psa, dajo te lisice, mogoče ali bolj to v avto, ne vem, pa kakšno rezervo ali pa kaj, niso nam lih povedali. Pa imajo tak pas in noter v tem pasu imajo pištolo tako. Si držal pištolo? Ne. Niso smeli pokazati cele pištole, ker bi lahko prišlo do napake. Kaj pa so se še ostali fantje naučili glede policistov, motoristov? Pokazali so nam obleke, kakšne imajo, pa ne vem kaj še. Pa čelade, lisice, veliko stvari. Probali smo neprebojne jopiče, pa čelade, pa na motor smo se usedali, pa lisice smo imeli na rokah. Kakšni so neprebojni jopiči, so težki? Ja, odvisen, kjer je oni od policistov, ki jih je imela ta gospa, so bolj lahki, oni za specialce, ki so prav skoraj samim specialcem namenjeni, so pa ful težki. Naučili so nas, kako prižge se tam sirena na motorju. Najprej moraš prižgati lučke, pol pa šele lahko prižgeš sireno. Kaj pa ste delali mogoče čez cel teden? Koga ste imeli vse na obisku, kaj ste kaj počeli? Ponedeljek, torek, sreda? V ponedeljek smo imeli šport pa športne spoznavne igre. V torek smo imeli ustvarjalnice, pač smo ustvarjali izdelke. V sredo smo šli na neko ekološko kmetijo. Danes imamo policiste tukaj, pa v 5 jutri bomo imeli pa vodne igre. Na policijski postaji Medvode se vedno radi odzovejo povabilu in otrokom predstavijo svoj poklic, ter jim dajo vedeti, da so tu zato, da jim lahko pomagajo. Nas vsako leto povabijo, mi se tega povabila seveda udeležimo, radi pridemo, da se otrokom predstavimo naš poklic. Zdi se mi, da je to za otroke kar pomemben, so kar navdušeni, imajo veliko zanimanja, veliko vprašanj. Mi pa jim z veseljem razložimo in odgovarjamo na vprašanje. Kakšna so kakšna ta igriva otroška vprašanja? Zakaj uporabljamo pištolo, kakšne pištole imamo, zakaj ljudi vklepamo, kje jih pridržimo,
kaj kršijo, če mi lahko koga ustrelimo, če lahko lisice probajo, če lahko pištolo vidijo. Tako razna vprašanja. No. Pa je pa zanimanje, no? Takole se vam zdi, da jih kar interesirajo vaš poklic? Ja, zdi se mi, da kar, no, ker mi tudi tako preventivno delujemo po šolah, po vrtcih, se že tam predstavljamo, potem pa na razna takale povabila, ki se tudi odzovemo in se mi zdi, da je kar zanimanja, da otroke privlači ta poklic, naša oprema in marsikdo že zdaj reče, da ko bo odrastel, bo policist. V sklopu letošnjega praznovanja 30-letnice delovanja se je Gasilska zveza Medvode lotila tudi organizacije ene večjih vaj, v kateri je sodelovalo vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev občine, pridružili pa so se jim še člani civilne zaščite, medobčinsko redarstvo in policisti medvoške policijske postaje. Vlogo gostitelja in oškodovanca so prevzeli v gostilni Bencak, scenarij pa je predvidel eksplozijo plinske peči in posledično večji požar ter številne poškodovane osebe v središču Medvod. Čeprav je bila vaja Gasilske zveze v središču Medvod napovedana, da ne bi prišlo do kakšne večje panike, pa je pritegnila kar nekaj radovednih gledalcev, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje, ki se je pričelo v torek nekaj po 6. uri zvečer na cesti ob Sori. Štab civilne zaščite in Gasilske zveze je budno spremljal potek intervencije, mediji pa smo dobili nekaj osnovnih informacij o dogodku. Prisotnih je trenutno po prvih grobih podatkih 68 gasilk in gasilcev iz vseh 6 prostovoljnih društev plus štab Gasilske zveze Medvode. Sodelujejo tudi civilna zaščita Medvode in pa ostale službe, kot je policijska postaja Medvode. Do tega trenutka, ko tole poročamo, pa lahko rečem, da je že 13 ponesrečencev najdenih, seveda pa intervencija še poteka. Šlo je torej za taktično prikazno vajo z nalogami gašenja razvitega požara in reševanjem pogrešanih oseb. Zamisel vaje je bila, da je prišlo do eksplozije plinske peči v kleti gostišča Bencak. V samem objektu so bili v času eksplozije tudi osebe, ponesrečenci kasneje. Vsega skupaj jih je bilo ponesrečencev v objektu 15 in pa tudi sam požar se je razširil po objektu. Tako da smo imeli delo z gašenjem, preiskovanjem in reševanjem, se pravi vse enote celotne Gasilske zveze Medvode. Sodelovala je tudi civilna zaščita s svojim terenskim vozilom in dronom, postavili so štab, sektorje in pa prvič so sodelovali tudi z enoto civilne zaščite za podporo vodenju, ki je kronološko vodila celoten potek intervencije. Čeprav je bila vaja napovedana, pa to seveda ne pomeni, da bi v morebitni resnični podobni intervenciji gasilci ne odreagirali podobno, kot so na vaji. Le nekaj manj adrenalina je bilo in nekaj več časa za razmislek, kar je tudi prav, saj vsaka izkušnja šteje, ko je treba odreagirati hitro in varno. Jaz mislim, da namen vaj je, da če pride do dogodka, da znamo bolje odreagirati, da znamo hitreje odreagirati, da poznamo objekte. Danes na tej lokaciji smo naredili samo delno zaporo ceste, zato da je promet lahko kljub temu dokaj nemoteno potekal. V realnosti bi bilo tukaj promet popolnoma zaprt in tudi vozila veliko bolj odmaknjena od samega objekta. Zdaj analiza sledi, nam bo pa pri tej analizi tudi v zelo veliko pomoč nov dron civilne zaščite, ki je iz zraka vse posnel. Bil je pa že tudi med samo vajo veliko pomoč, ker smo lahko z njim delali izvidovanje in imeli ves čas tudi samo intervencijo iz zraka pod nadzorom. Vaja je bila skrbno načrtovana, vključili pa so tudi nekaj elementov, s katerimi so naredili simulacijo požara. Običajno zadimimo prostore, tokrat smo zadimili samo zunanjo teraso, kjer gre za gostinski objekt in nismo želeli, da bi imeli to kakršnekoli posledice na nadaljnje obratovanje. Kot simulacijo žarišč požara smo postavili lučke in pa tudi, se pravi, naši otroci, naša mladina nam je pomagala pri tem, da so igrali ponesrečence, ki so jih morali potem gasilci evakuirati, se pravi, precej dela, ki ga je bilo potreba opraviti in pa tudi, se pravi, skoordinirati štabom, sektorji in samimi vodji enot na sami vaji. Ponesrečenci so imeli na sebi napisano vrsto poškodbe, da so posredovalci ob pristopu vedeli, na kakšen način se ponesrečence iznaša iz prostora in da so jih potem na triažnem mestu primerno oskrbeli.
Že samo ponesrečencev je bilo 15, tako da si lahko predstavljamo, za kako obsežno vajo je tokrat šlo. Da se intervencija izpelje dovolj hitro in učinkovito, pa je potrebno tudi dobro vodenje in gasilci so znani po tem, da imajo določen celoten postopek vodenja in organizacije. Običajno vsako društvo deluje samostojno. Če potrebujemo večje število gasilcev, da delajo skupaj, potem ustanovimo sektor in določimo vodjo sektorja, v sam sektor pa razporedimo določeno število enot. Tako da vedno ima vsak gasilec na vaji samo enega nadrejenega. Najprej imajo gasilci v enoti nadrejenega vodjo enote, vodja enote ima nadrejenega vodjo sektorja in vodja sektorja ima potem nadrejenega vodjo operative oziroma vodjo intervencije. In to je modularen sistem, ki se lahko dopolnjuje, nadgrajuje in če intervencija raste potem tudi ta piramida enot, ki se vključujejo. Sistem poveljevanja je pa enoten in enosmerni. In tako gasilci delujejo vse do vrha piramide, strogo po vnaprej določeni hierarhiji, zaradi katere so izpeljane intervencije tudi najbolj učinkovite. Današnja vaja in praktično vse intervencije večjega obsega so pod okriljem ožjega poveljstva Gasilske zveze Medvode. Gasilci smo del sistema hierarhije, kjer društvu poveljuje Gasilska zveza, Gasilski zvezi občinski poveljuje Gasilska regija, Gasilski zvezi regije pa poveljuje Gasilska zveza Slovenije. Gasilska zveza Medvode sicer vsako leto organizira 1 ali 2 vaji, tokratna pa je bila osrednja vaja ob letošnjem praznovanju. Teden dni nazaj smo imeli slavnost akademijo ob 30-letnici, to pa je še osrednja vaja ob 30-letnici, kar se spodobi. Tako da danes so se zbrali operativne članice in člani vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev. Na vse člane smo lahko ponosni, 6 prostovoljnih gasilskih društev, 1500 prostovoljnih gasilskih članov in res smo lahko v Gasilski zvezi Medvode na to številke ponosni in samo želimo si, da bo ta trend se nadaljeval. Smo uspešni v večinoma, kdaj tudi ne, opravimo analizo in prepričan sem po pogovorih, da nam uspe situacijo tudi izboljšati. Osnovni namen torej pripraviti operativne gasilce na morebitno večjo intervencijo in okrepiti meddruštveno sodelovanje, ki je ob dogodkih, kakršne so bile na primer poplave leta 2023, resnično izjemno pomembno. Mi tudi vse to upamo, je bila pa sigurno danes to ena zelo dobra vaja, sploh z vidika postavitve štaba vodenja vseh podpornih služb, se pravi, danes je bilo dejansko tukaj uporabljeno vse, kar v Medvodah premoremo, tako Gasilska zveza kot civilna zaščita, pomagala nam je tudi policija in pa medobčinsko redarstvo, za kar se jim na tem mestu tudi najlepše zahvaljujem. Pridobljene izkušnje, katerim je sledila tudi podrobna analiza in predlogi izboljšav so vsekakor znak, da medvoški gasilci svoje poslanstvo jemljajo zelo resno in občani smo lahko še enkrat brez večjih skrbi, da bi naš morebiten klic na pomoč ostal brez odziva. Medvoški policisti tokrat poročajo o 4 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali v tednu med 10. in 16. julijem. V Valburgi se je zgodila zaradi neupoštevanja pravil prednosti, v Medvodah pa prav tako, le da je v tej bil poškodovan kolesar, ki so ga morali z reševalnim vozilom odpeljati v zdravstveno oskrbo. V Vikrčah je voznica prevozila sredinsko ločilno črto in zapeljala na nasprotni pas vozišča, kjer je pravilno pripeljalo drugo vozilo. Med postopkom so ugotovili, da je povzročiteljica nesreče vozila pod vplivom alkohola. Še ena manjša nesreča pa se je zgodila na parkirišču v Medvodah, povzročitelj pa je pobegnil in ga še iščejo. Pri nakupu na spletni strani Bolha je na prevaranta naletela občanka iz Žlebov in je policiji naznanila zlorabo bančne kartice. V Dragočani je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo, v Zavrhu pa je nekdo ukradel moped, ki naj bi bil zaklenjen, do njega pa je bil pristop neoviran, zato so ga očitno kar naložili in odpeljali. O načinu tatvine nas sicer policisti niso podrobneje obvestili. Še en voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa je imel smolo, da je naletel na policijsko kontrolo in je posledično ostal brez vozila. Kakšen evro pa bo namenil tudi v državni proračun, kolikor bo seveda določil sodnik, ki bo njegov primer obravnaval.
Pred počitnicami še nekaj opozoril, kar pogoste so spletne zlorabe, zato res pazite, komu zaupate številke svojih kartic in ostale podatke, na podlagi katerih bi lahko zlorabili vaš bančni račun. Dopusti so tudi odlična priložnost za vlomilce, poskrbite, da bo vaša odsotnost čim manj opazna in pa seveda naj bodo vaše dragocenosti na varnem. Pa za tiste, ki boste med dopustom odšli na katere od naših prelepih turističnih točk, parkirajte na le za to določenih mestih in v avtomobilih ne puščajte ničesar dragocenega, pa tudi takšnega, kar bi lahko nepridiprave premamilo k mislim, da je to torbica ali denarnica. Delo medvoških policistov lahko vsaj deloma spremljate na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Mi pa bomo tudi v mesecu, ko informativne oddaje ne bo na programu, pridno zbirali njihova poročila in pripravili daljšo črno kroniko v prvi popočitniški oddaji. Kot vsako poletje tudi tokrat ekipa televizije Medvode odhaja na počitnice in sicer za dober mesec dni. Dežurne ekipe bodo sicer aktivne, tako da bo prva naslednja popočitniška informativna oddaja polna, upajmo, lepih novic iz krajev med vodami. Nasvidenje do takrat.